Pozdravljeni! Pred nami je že velika nagrada Združenih držav in v zadnjem briefingu bom skušal poudariti vse tiste podrobnosti, ki so pomembne, da bomo lahko razumeli, kaj lahko od same dirke pričakujemo. Tudi tokrat zadnji briefing razdeljen na 3 ločene dele. V prvem delu se bomo ukvarjali z rezultatom, ki so nam ga pokazale same kvalifikacije. Nato bomo našo pozornost usmerili na sam ritem, ki je razviden iz rezultatov prostih treningov. Na koncu bomo pa še našo pozornost usmerili v možne strategije, kjer bom predstavil tudi svoje videnje, kot običajno. A začnimo na začetku z rezultati kvalifikacij. Tu lahko poudarim, da sem bil presenečen nad hitrostjo Red Bulla. Vkolikor pogledamo projekcije, ki so izračunane na podlagi rezultatov prostih treningov in niso merodajne, lahko vidimo, da je bil Mercedes malce hitrejši od Red Bulla. Vkolikor pogledamo rezultate samih kvalifikacij, vidimo obratno sliko. Max kot Sergio sta bila bistveno hitrejša od Lewisa in Valtterija. Treba je dodati, da Valtteri Bottas je dobil še 5 kazenskih mest in zato bo dirko začel bistveno bolj zadaj. Lewis je ostal osamljen tam spredaj, med Maxom in Sergiom. A to, da je Red Bull hitrejši na kvalifikacijah, je lahko izjemno slaba novica za tovarniško ekipo Mercedes in za Lewisa Hamiltona. Namreč videli bomo v nadaljevanju, da zadeve še zdaleč niso tako enostavne, kot se na prvi pogled zdijo. A nič ni dokončnega in nič ni izgubljenega. Točke se delijo seveda na dirki. Pojdimo pogledati tudi malce k tistim ostalim ekipam, ki so bile seveda malce v ozadju. Treba je poudariti Ferrari. Pri Ferrariju so imeli enkratne kvalifikacije, a njihov izbor pnevmatik bo tisti, ki bo verjetno rezultat na koncu malce svižil. O tem se bomo pogovarjali v nadaljevanju, ampak res dober rezultat, kar se tiče kvalifikacij, čeprav vidimo, da McLaren ni tako oddaljen. Super rezultat tudi za Alfa Tauri z obema voznikoma v prvi deseterici, čeprav tudi tu Yuki Tsunoda na pnevmatiki soft. Poleg njega je bil edini v prvi deseterici na najmehkejši pnevmatiki Carlos Sainz mlajši pri že prej omenjenem Ferrariju. Pri ostalih v drugi deseterici ni kaj tako bistvenega, da bi bilo vredno omembe. A seveda tisti štartni razpored verjetno marsikaterega navdušenca preseneti, ko vidi na dnu Russella, Vettela ter Alonsa, posledica kazni zaradi menjave elementov pogonskega sklopa. A pojdimo na ritem. Kolikor smo videli, da tiste projekcije, ki so kazale formo kvalifikacij, so dajale Mercedes v prednosti, bodo mnogi malce presenečeni, ukolikor na samem ritmu za dirko bodo videli Red Bull praktično pred Mercedesom, kar se tiče samega ritma. A ta tabela zna biti malce vrljiva, namreč izračunal sem tudi same tiste številke, ki so bile na razpolago in dobil iste rezultate. Seveda, ko sem združil oba voznika. Kolikor pogledamo rezultate posameznega voznika, bomo videli, da Lewis Hamilton, kar se tiče ritma, je bistveno hitrejši od Valtterija Bottasa in bistveno hitrejši od obeh Red Bullov. A to še ne pomeni nič. Kot sem povedal, podatki, ki jih imamo na voljo, so tisti, ki so na razpolago iz prostih treningov in ekipe vedo, naprimer, kolikšno količino goriva so imeli na razpolago.
kar se tiče prostih treningov, je treba povedati, da tista atipična poraba pnevmatik, predvsem na prvem prostem treningu, se je pokazala kot izjemno bistven element za razumevanje celotne dirke. Ekipe so se skušale nekako znebiti tistih najmehkejših pnevmatik in to bo prišlo do izjemnega pomena pri razumevanju samih možnih strategij. Ugotovili smo lahko že med samim spremljanjem prostih treningov, da so najmehkejše pnevmatike C4 na zadnjem pogonskem paru izgubljale oprijem. To je dalo nekako vedeti, da v Q2 seveda bomo videli v večini pneumatiko medium in tako se je tudi zgodilo. Yuki Tsunoda je pač izrabil možnost, da se je prebil v finale, Carlos Sainz mlajši je pa pokvaril tisti poizkus na srednji pneumatiki in ker ni imel drugega seta srednje pneumatike, je bil nekako prisiljen uporabljati tisto najmehkejšo. In pneumatike, ki so določenemu vozniku ostale na razpolago, so lahko tudi ključne. Videli smo, kot sem že omenil, določene akterje, ki so s tem, ko so porabili najmehkejše pneumatike, ostali na zalogi z večjo količino srednjih in najtrših. In to bo en izmed ključnih elementov pri razumevanju samih možnih strategij. Kot običajno moram priznati, da sam nisem prebral nobenega teksta, ki ga je spisal Pirelli in tabele po mojih podatkov niso še objavili. Treba je tudi povedati, da moji podatki o tistih pneumatikah, ki so nekomu ostale na voljo, temeljijo na mojem osebnem štetju in lahko sem se tudi zmotil pri posameznem vozniku. Ampak vseeno, moja osebna napoved je sledeča. Najhitrejša varianta bo tista z 2 postankoma. In tu lahko vidimo v prvi varianti, da bodo vozniki začeli na pneumatiki medium C3 približno 20 krogov, nato nataknili tisto najtršo za 16 krogov ali celo manj in nato ponovno medium ter do konca. Zakaj tako kratek del s tisto trdo pneumatiko? Ker ritem na tej pneumatiki je tako porazno počasen, da se ne izplača vztrajati na njej. Pravilnik veleva, da je treba uporabljati 2 različni mešanici in s to strategijo bodo tem pogojem zadostili. In sedaj še razlaga, zakaj na zadnjem delu opcija še pneumatika hard. Charles Leclerc je voznik, ki nima na razpolago 2 setov medium pneumatike. In zato, po mojem videnju, bo on izbral varianto, kjer bo začel na pneumatiki medium ter imel 2 stinta na pneumatiki hard. Ampak to v teoriji je daleč od tistega idealnega. Seveda, opcijska varianta. 2 voznika v prvi deseterici bosta morala začeti na najmehkejši varianti. In kaj preostane njima, na primer? Začeti na pneumatiki soft, približno 10 krogov, lahko tudi manj. In nato 2 stinta na pneumatiki medium, približno 23 krogov vsak. In tudi tu vidite opcijo. Opcija pa zaradi tega, ker nekdo lahko nima 2 setov medium pneumatik. In tu merim na Carlosa Sainza mlajšega, na primer. A možna bi bila tudi strategija z 2 stintoma na pneumatiki hard, kar bi bilo, po mojem osebnem mnenju, izjemno počasna varianta. Pojdimo še na tisto tretjo, samo z 1 postankom, ki je v teoriji možna, ampak po mojem mnenju je počasnejša od tiste, ki sem jo navedel na prvem mestu. Začeti na pneumatiki medium, približno 26 krogov,
ter nato 30 krogov na pnevmatiki hard. Na papirju v teoriji deluje, ampak iz podatkov, ki sem jih nekako razbral iz prostih treningov, tisti del na pnevmatiki hard bo stal na koncu voznike preveč. Ampak, kot sem vam že omenil, sam nimam vseh podatkov, zato tudi malce tavam v temi. A o tem, koliko sem sam izračunal pravilno možne strategije, kaj nam je predlagal Pirelli in kaj smo videli na progi, se bomo pogovarjali po dirki v samem komentarju. Kar se tiče pa današnjega zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.